Danes se bomo potopili v svet aromaterapije. Spoznali boste sivko, limono, čajevec, smil, meto, evkaliptus, vrtnico, rožmarin in spoznali, na kakšen način jih lahko uporabite v kozmetiki, v prehrani celo in seveda tudi v čistili. Zdravo, živo slavo, kakšen bo april? Moram vam povedati, da sem nekaj že slišala in vsekakor je to eden izmed tistih mesecev, za katerega je absolutno zelo priporočljivo, da veste, kakšne bodo energije. In danes pogledamo v mesec april s Tino Orov na področju indijske astrologije, Džotiša, Tanja Glažar, Feng Shui, svetovalka in karmična diagnostičarka v naši družbi Aleksandra Winkler-Drole. Aleksandra, kar začneva s tabo, kakšen bo mesec april in tvoja prva triada? Hvala. Mesec april predstavlja bitko po življenjskih spremembah. Bitka? Bitka. Se pravi, če kdorkoli, s čemerkoli v svojem življenju ni zadovoljen, ne zdajle naredi spremembe. Udar po mizi. Na bolje. Ja. Odlično. Kakšna je tvoja prva triada? Karmično gledano? Z karmičnega stališča gledano, prva triada predstavlja, da počistimo z vsem, kar nam ne služi več, pa naj si bojo to rabljena oblačila, naj si bojo to odnosi, toksični odnosi, preživeli miselni vzorci, karkoli. Pomembno je, da tudi ločimo, kaj je to resnično dajanje ali pa ležerno čakanje na to, da bi mi nekaj dobili. Nič cincanja. Če pademo v negativni aspekt te polarnosti, potem bomo samo čakali, da bo nekaj prišlo do nas, da bi nekdo nekaj za nas naredil. Kar pa ne bo. Dobro. Ja, ne bo dobro. Ja. Odlično. Hvala lepa, Aleksandra. Iz stališča Feng Shuija, vsi tisti, ki uporabljamo tvoj koledar, Feng Shui koledar, vidimo tam neke čudne oznake. Kakšen bo mesec april, Tanja? Mesec april je mesec poguma. Mesec za pogumne. Zato si danes v rdeči. Za akcijo, seveda. 5. aprila se zamenja mesečna kombinacija energij. Imeli bomo dva močna, podvojena jank elementa zemlje. To je trma, nepremakljivost, ampak lahko izkoristimo pogum in odločenost. Če bomo cincali, ne bomo nič naredili. Skratka, čas je za akcijo. To so težke energije. Niso enostavne za jih preveslati, ampak takrat, ko nam je najtežje, takrat lahko mi potehnemo najboljše iz sebe. Takrat se mi premaknemo. Noben ne dela Feng Shuija takrat, ko mu vse gre po avtocesti, ki je na zlati obali. Mesec zmaja si poimenovala ta mesec. Ja. Zakaj zmaja? Mislim, tako me zanima, ker jaz sem tudi zmaj po kitajski. Zmaj je simbolika energij, ki dosežejo svoje, ki so nepremakljive, odločne in pogumne. In če mi gremo na val teh energij, lahko zelo lepo pridemo po poti naprej. To ni čas za sramežljivost, ni čas za umikanje, ni čas za preobčutljivost. Ja, tisti zelo senzibilni bodo to zelo občutili, ampak to ni izgovor, da nekaj ne naredimo na sebi. To je pravzaprav odličen čas tudi za duhovne delavnice. Odlično, zanimivo. Kam se delavnic tiče, zanimivo, v mesecu aprilu delavnica kristaloterapije. Tadej Pretner končno po letih preprečevanja mi ga je uspelo dobiti in dejansko delavnica kristaloterapije 6.4., torej glih v temu štartu. Potem pa delavnica za vse ženske na polno luno, hormoni, pomlajevanje in zdravje v Ljubljani 19.4. in pa potovanje v dolino Bosanskih piramid, ki je sicer že dolgo razprodano, že vsaj 2 meseca, ampak avgusta pa vendarle gremo znova. Pa še kakšno predavanje in delavnice se bodo odvijale. Tina, če nadaljujeva s tabo, indijska astrologija, tvoj pogled na mesec april, kaj ti dejansko kaže? April, ja, tako kot so že obe moje predhodnice rekle, je čas za spremembo, za inventuro v svojem življenju, za pogledati, kaj bi radi spremenili, kakšne odnose bi radi popravili. Ni čas za dati pod preprogo stvari, ampak res si priznati, si naliti čistega vina. In res, da resnica boli, ampak če bodo tu zdaj naredili, jim bo pol ful lažje. Ja. Ja.
10. aprila začne retrograden Merkur in bo trajal celo do avgusta bo, ne, ampak 10. aprila začne. Jupiter je tak velik planet, ker se lahko učimo, ful nas bo lahko vleklo na kakšno duhovno potovanje. Zdaj, če bo kaj narobe na tem potovanju, moramo samo reči, ok, vse se lahko zgodi, moramo pogledati iz drugega zornega kota, tu nič ne pomeni zdaj, da je znak, da pa ne smemo iti. Jaz zmeri rečem, dajmo pogledati še iz drugega zornega kota, ne se ustrašiti planetov, ker v bistvu mi moramo živeti svoje življenje, niso planeti tisti, ki nas nekam porinejo. Zanimivo. Mesec april je tudi zadnji mesec, da se ljudje odločijo, če grejo z nami v Peru, če grejo z nami v Sibirijo, če grejo na izobraževanje, tako da očitno bo vse darovalo v tej energiji. Druga triada, Aleksandra. Ja, druga triada se pravi predstavlja od 11. do 20. aprila. Pa so čustva tako zelo močna, da jih človek težko z razumom kontrolira in nadzira. Tlele je bolje se predati ljubezni, če je prava ljubezen, se sprostiti, izvajati razuma, če le najdeš tisto pravo in mnoge duše dvojčice se bojo spoznale v tem obdobju. Tako da, ja, tili bogovi, rečemo, ki mislijo ljudje, da so planeti, ampak so več kot planeti, so energije, ki jaz tudi delam s temi energijami, vplivajo tako, da nam tudi neki od nazaj prinesejo v to življenje. Kaj zdaj, stare ljubezni se bojo vrnile? Lahko nekdo, ki smo mu bili všeč v enem izmed prejšnjih življenj, ki smo imeli z njim neko zgodbo, se vrne točno, tlele smo rekli od 11. do 20. aprila, lahko je pa tu poslovni kolega, lahko je kdorkoli, ki ti z nekim ljubečim namenom nudi to, kar hočeš, kar si želiš. Wow. Ja. Se pravi, podivjati se. Ja, sprostiti se. Smo ljudje tudi malček žvaliče, pogledamo te naše nagone, imamo živalske in pretirano se držati pod razumom ne gre. Tudi živeti brez razuma ne gre. Ne? Ja, tako da ena zdrava mera, če dobiš to pravo, se kar sprosti, pa se predaj. Tanja, tisti, ki dobivamo tvoje mesečne napovedi oziroma uporabljamo tvoj koledar, vemo, da je vsak mesec treba kaj prestaviti v stanovanju. Ja, fajn je, če nas energija podpre. Če se mi odločimo, da bomo aprila se bolj posvetili poslovnemu področju, takrat podpremo. Aprila s 5. in 4. se zamenja kombinacija energij v srednje in pa severozahodno področje. Obe področji lahko ta mesec podpremo ali z elementom vode, aktivne vode, kar je glasba, lahko je akvarij, fontana, skratka aktivno, to področje v srednje naj bo čim bolj aktivno, enako velja za severozahod. Drugi je element ognja, da bolj osvetlimo to področje, prižgemo kakšno svečko, lahko pa tudi eventualno postavimo kakšno lepo, zdravo rastlino. Pazljivo pa na kar 4 področjih, kar se tiče zdravja. Ker ta janka energija zemlje, prenaša tudi kolaps, nesreče, potrese, se pravi tako na fizičnem telesu kot na energijskem. In področja, ki so najbolj obremenjena, je jugozahod, severovzhod, vzhod in pa sever. Se pravi, ta področja naj bodo čim bolj mirna, čim bolj pasivna. Da ne spodbujamo, ne pritisnemo tisto akupunkturno točko, kjer lahko zvibrira naše zdravje, sploh, če smo zdravstveno šibki. Se pravi, prenove pa te zadeve na tistih področjih ne? Ne. Vse to je lepo opisano v Feng Shui koledarju, vsak mesec, ko ga pišem, tako da kdor sledi, ve. Ja. Odlično. Tina, eden izmed najboljših nasvetov, ki si mi jih kadarkoli posredovala je, ko se ti najbolj mudi, se usedi. To pa ni nasvet, ki bi bil primeren za ta mesec, ne? Ta mesec pa kar v tek. Ja, če hočejo narediti inventuro v svojem življenju, če se hočejo premakniti, iti iz te cone obdobja malo ven, je potem dobro, da se gre v to akcijo. Bodo pa lahko čutili ful napetosti in se ne bodo upali, lahko bodo, tako kot je rekla že Tanja, lahko bo zdravstveno, zaradi tega ne bodo mogli, lahko bo nekaj drugega se zgodilo, ki bodo mislili, da jih neka lastika vleče nazaj. Ker aprila se potem na koncu aprila, 29.4. se še Saturn začne kontragibati, se pravi retrograden. In še ena kombinacija začne aprila, to je ful zanimivo, ne, da je vse zdaj z tega aprila zgneteno. Od 9. aprila pa do 14. decembra bosta skupaj Saturn in Ketu. Ketu je pa južni lunin vozu. In tu so v bistvu, Ketu je ta resnica, gremo v globino, ne bomo pustili stvari na površju, nas bo zanimalo srž problema.
In zaradi tega je dobro narediti to inventuro. Se pravi na fizični ravni, kot tudi na emocionalno vseh ravneh. Ženske, ne vem, če se poslušate, samo eno in isto govorite, samo iz drugih koncev. Ja, se je tako je. Neverjetno. Mi tale trenutek še enkrat preverimo aktualne dogodke, potem pa se vrnemo nazaj. Aleksandra Drole bo v moji družbi, še vedno Tanja Glažar in Tina Orov. Medtem, ko smo vas lepo povabili na delavnico kristaloterapije, pa potem na hormone, pomlevanje in zdravje, na čudovito delavnico in seveda na vse ostale dogodke, pa sem jaz ugotovila, da je mesec april nasploh en tak poseben mesec, kaj ne da? Mesec zmaja, pravi Tanja, in Marsa, torej. Mars je bog vojne, akcije, poguma, strasti. To je najbolj ognjena energija. Ogenj lahko uporabimo zato, da nekomu skuhamo kosilo ali pa mu zakurimo hišo. Žalostno. Se pravi, se potem tudi meseca aprila rojevajo taki ljudje, ki imajo velik potencial, da nekaj požgejo ali pa nekaj za pol. Ja, super povedano, ampak to je smiselno, da tukaj res razumemo vsi, ker živimo v svetu polaritet. Lahko, se pravi, ogenj uporabimo kot našega služabnika, da si skuhamo kosilo, ali pa da je ogenj v strehi, ker nam uniči hišo. Isto je s temi, recimo konc aprila so bili rojeni Stalin, Hitler, se pravi, to so akcija, želja po reformah, po spremembah, ampak v katero smer gremo. Mi z našo močjo lahko rušimo ali pa gradimo. To je odvisno od posameznika, v katero smer polaritete se obrne. In zato je v zadnji triadi izjemnega pomena, da se združita duša in razum. Se pravi, ker pri Hitlerju duše ni bilo, a ne bila umazana duša. Rečejo, da so to ljudje brez vesti, brez duše. Je bil samo razum, ki je hotel, pa ego. Zato moramo vsi mi, ki smo pod vplivom tega obdobja, vse to vpliva na nas, kot vreme, kot zunanji vpliv, moramo uporabiti to strast, to akcijo skupaj z dušnim namenom za dobrobit sebe in vsega stvarstva. Tanja, bi v mesecu aprilu, ko dejansko zunaj začnemo, pa vrt, pa vse te zadeve, je to nekaj, kar nas bo balansiralo, ali bomo še več naredili drmarja? Jaz vedno pogledam v Feng Shui koledar, katera področja naj mirujejo. Zdaj, če imamo ravno na jugozahodu zelenjavni vrt in ga je treba preštihati, ampak jaz verjamem, da smo to že marca naredili, ker ni bilo to področje tako občutljivo. Skratka, vsa ta rutinska opravila, nekaj posebnega, gradnja na teh izpostavljenih področjih, prenove, beljenje, menjava oken, rajšine, sajenje novih dreves, naj raj miruje. Skratka, zelo pomembno je v aprilu, da planiramo, da načrtujemo vsako stvar. Ker tako bomo nekako lahko zajezili to silno moč energij in jih bomo lažje usmerjali sebi v prid. Ja, no, lažje je z vetrom v hrbet, kakor pa v prsa. To je tudi bistvo Feng Shuija, pravzaprav in tudi tega, kar dejansko ve počnete. Tina, še kakšen nasvet bi posredovala dejansko našim gledalcem, da bodo dobro jadrali skozi april, ker vsak človek posebej ima določene tranzite, skozi katere gre, ampak tukaj morajo ljudje imeti svojo natalno karto. So pa verjetno določeni tranziti, skozi katere gre pa cel planet, ne? Ja, zdaj je pač začne ta Saturn in Ketu svojo skupnost, ko bo sta 7 mesecev bila tako skupaj. Je pa zraven dobro, ker sta tudi Jupiter in Venera dobro postavljena, tako da tukaj ful omili situacijo tu. Zaradi tega jaz tu ne bi toliko poudarjala, ker Ketu in Saturn sta bila skupaj, kaj je bil zlom borze in prva svetovna vojna. Sem tiskrat ni bilo Jupitra in Venere zraven, da bi pomagala. Zdaj pa je, tako da bo ful lažje. Se pa že, lahko se bodo politiki, lahko bo kakšna tendenca vojne. Saj tu se stalno dogaja, stalno po televiziji poslušamo te negativne neke
novice, ki si včasih jaz mislim, zakaj pa ne bi kaj lepega reč povedali, ne samo slabo. Tako da jaz bi sam tu rekla, naredite inventuro v svojem življenju, poglejte, kaj je za popraviti, če so kakšni odnosi, ki jih žulijo za nazaj, tu. In tudi spet treba pogledati tudi z druge strani, če nas kateri odnosi nas obremenjujejo. Lahko so tu neki prijatelji, če ta odnos ni obojestranski, da energija teče v obe smeri, ni ok odnos. Veliko ljudi ima težave s tem, da iz svojega življenja izloči tiste čustvene vampirje, ki te spijo, ko greš z njemu na kavo, pa si pol totalno zmatran. Imamo podporo energiji v tem mesecu, da take ljudi lažje odpikamo? Ja. Yang, zemlja, zmaj je posebna kombinacija energije, ki se reče v Feng Shuiju, Fai Gong. To pomeni, da ljudje, ki so rojeni s takimi elementi, lahko premikajo temne sile. To so odlični, imajo predispozicijo recimo za energijsko čiščenje prostora, kar bi ga vsekakor svetovala, da ga naredijo v tem mesecu. V aprilu? Ja. Najprej spucati fizično, pa še energijsko. Tako. Ja, je to definitivno potem ta mesec. Še zadnji nasveti, karmično gledano na mesec april? Stališča karme, kar predstavlja delovanje, začnimo to, kar si res želimo, to, kar želi naša duša, ampak ne z nasiljem. Spremenimo to v sebi, začnimo, zahrepenimo po spremembah in jih sprejmemo. Ne se jim upirati, ampak ne tudi hoteti preko svoje meje. Odlično. Najlepša hvala vsem trem za to, kar ste povedali. Izjemno koristno. Torej, če poznamo, kakšne so trenutne napovedi za to, kar prihaja v mesecu aprilu, pa torej veliko priložnosti še za različna druženja. Torej, kot smo rekli, preverite na klepetobkavi.si. Tam najdete pod dogodki seznam vsega, mislim, da tudi izjemnega dogodka, zvočne terapije, ki bo vsekakor zelo dobrodošel v tem mesecu, sicer pa se vidimo na kateri od drugih delavnic. In delite te informacije tudi z drugim, ne samo zase poskrbeti, še drugim kaj izdelite, a ne? Se pravi, on pospeši vse, kar je zastanega v človeku, pospeši krvni obtok in posledično tudi vpliva zelo blagodejno na možgane.